Spoštovani, lepo pozdravljeni v Celjski Mohorjevi družbi, danes ob knjigi Pogovori z njo. Avtorjeva družbeno-kritična misel po slovenskem prostoru odmeva že dolgo in glasno. Pojavlja se v različnih vlogah, duhovnik, klaritinec, kot sam rad reče, vaški župnik s Frankolovega. Z eno vlogo se mi pa zdi, da je imel kar precej dela, da jo je ponotranjil, vzel za svojo. Ampak zdaj po 3 izjemnih knjigah, ki so dobile tudi velik odmev v javnosti, mislim, da mu ta naziv lahko brez kakršnekoli skromnosti in dvoma nadanemo. Pisatelj, magister Branko Cestnik, lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni. Lepo. Tako, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Po Soncu Petovione, za katerega vemo, da je bil nominiran za Kresnika, 6. pečatu, in zdaj pogovori z njo. Skratka, se spet obračate v zgodovino, ki je za vas očitno vir neizvirnega navdiha. A za razliko od koga drugega hodite, kot ste rekli, na simpozij nepovedanih zgodb. Ja, torej, vsi okrog sebe poznamo ljudi, ki povejo čudovite zgodbe ali pa strašne zgodbe, pa te zgodbe potem ostanejo tako med nami, ne? Niso zapisane. Potem so pa seveda še zgodbe, ki niso smele biti zapisane, ne? Ali pa smele biti poudarjene. In ena izmed teh zgodb, ali pa celem korpusu zgodb, o katerih se ni smelo govoriti, so te zgodbe mobilizirancev v nemško vojsko. Teh je bilo torej okrog 70,000, če ne več, ne? Mnogi so padli na različnih frontah, od Afrike do Murmanska, gori, ne? Mnogi so prišli v jetništvo, rusko, ameriško, in nekateri so se tudi, mnogi so se vrnili, seveda. Ampak potem so bili persone non grate, nezaželjene osebe, češ v napačni vojski ste služili, za Hitlerja ste se borili in podobno. In potem so še imeli to kalvarijo molčečnosti, ne. Čeprav tudi molčečnost je lahko zapovedana, lahko pa izhaja iz travme. Dostikrat ljudje tudi nimajo zapovedane molčečnosti, pa nočejo govoriti o težkih zadevah, o hudih travmah, in so raje tiho, ne. Tako da tudi to treba upoštevati in razlikovati. No pa če gremo kar na pot z Jakobom Špilekom, kovačem Zdravskega polja. Kdo je bil navdih zanj? Torej, moj junak v tem romanu je Jakob Špilek, doma je iz Zdravskega polja, iz vasi Brunšvik. Zelo skrbno sem pazil, da v Brunšviku ni takega priimka, da me ne bi kdo šel tožiti, kaj pa ti v naši familiji govoriš. Mislil sem, kakšen tipičen priimek je tam, ne? Tam so priimek Kirbiš, Furek, recimo, ne? Napast so tam na Dravskem polju, tistem so ti priimki močni. Jaz mislim, enega od teh vzeti, potem sem pa rekel, boljše, da ne, ker potem lahko se ena družina znajde notri in narediš lahko kakšno kolobocijo. Tako da sem potem iskal en priimek in sem našel, da tam v Beli krajini obstaja Špilek. Pa še malo nemško zveni Špilek, ne, kar se da potem poigravati z nemščino, in sem potem ta priimek vzel. Navdih pa je seveda moj stari oče, ki je bil res kovač na Dravskem polju, ampak v drugi vasi, tam bolj proti Halozam, sela pri Ptuju, in tudi mobilizirane so nemško vojsko. In tudi ta 4 sklopi, teh 4 žensk, ki označujejo 4 velika poglavja tega romana, so pravzaprav iz njegovih pripovedi. Ne, tako da nekje je to Jožef Veronek, kovač iz Dravskega polja, ampak seveda ne da celoti, pač potem Jakob Špilek malo ga posnema, malo je, malo ni, malo po svoje, ne, tako kot so literarni junaki. In seveda Jakoba Špileka srečamo leta 1944 v Normandiji.
če je Jakob Špilek na nek način literarni junak, pa okoliščine v bistvu niso. Odkot ste črpali zgodovinske Ja, tu podatke? sem pa zelo pazil, da sem datume in kraje zelo natančno določil, torej, da tisto, kar se je na tisti dan v tistem kraju dogajalo v vojaškem smislu, ne, da je tisto bilo tam, da tisti dogodek tam in tudi tista vojaška enota. Da si vojaških enot, nemških vojaških enot, tudi ameriških nekaterih, ki so prihajali v stik z temi nemškimi, če sem le prišel do virov, nisem izmišljeval. In tudi imena poveljnikov enot, tistih glavnih, tako nemških kot ameriških, so ta imena, ki so v romanu nastopajo. Iskal sem pač eno divizijo, ki je konec marca 1945 bila na Renu, v območju ameriškega prodora, ker moj star ata je bil tam, v območju ameriškega prodora, ampak nisem mogel določiti, katera divizija je bil, ne nemška. Bil je nekje pri Koblencu, potem sem čital te stvari pri Koblencu, da so bile takrat same razbitine nemške vojske, to so jih skup pometali, ki se je kaj našlo, pa do tiste domače Volksturmovce in tak. Tako da zelo težko sploh tudi za zgodovine določiti, kdo na nemški strani sploh bil pri Koblencu. No in sem potem našel eno drugo divizijo, ki se je stiskala tam pri Germsheimu, to se pravi pri Darmstadtu, ostanki 352. Divizije. In sem potem to divizijo vzel za izhodišče in za njeno predhodnico pa se zelo skladalo, ker je ta predhodnica bila na Omaha Beach 6. junija. Tista je bila potem čisto razbita, potem so pa novo ustanovili. Tako da sem potem lahko sledil tako oni prvi diviziji, to se pravi pehotna divizija 352, potem pa oktobra 1944 ustanovljena nova divizija v Flensburgu, Volksgrenadier, ljudski grenadierji, torej divizija, ki pa potem se pojavi v Ardenski ofenzivi. In potem sem sledil po datumih, kako se ta divizija premikala. Pač ta leksikon Wehrmachta je celjen na spletu, in vi lahko na spletu, če veste enoto, recimo vaših prednikov, ki so se borili v nemški vojski, lahko tudi najdete opise datumske, koliko se da. Včasih tudi kakšen zemljevid, kje so bili postavljene te enote in potem lahko malo rekonstruirate njihovo zgodbo. Tako sem jaz to delal, to metodo sem uporabljal, tako da se potem datumi in kraji bitk držijo in tudi približni potek bitk je tisti, ki je napisan v romanu. Za nekega kovača z Brunšvika v bistvu gre za zelo svetovljansko zgodbo. Ko smo se pogovarjali o naslovu, smo razmišljali tudi o evropski zgodbi, evropski poti nekega malega človeka iz Slovenije. Ne? Ja, torej, jaz sem se navdihoval pri Mariji nasploh, to je naš slikar Jože Bartol, novinar Ognjišča, ki je tudi naslikal naslovnico. Pri Mariji, ne samo pri Mariji, pri Tujsogorski Mariji, ampak tudi pri enem simbolu, krog z 12 zvezdicami, ki je tudi zdaj simbol Evrope. In potem sem tega junaka spremljal skozi simbole Evrope, recimo grob Male Terezike, duhovne simbole Evrope, grob Male Terezike v Normandiji, tam blizu najprej lociran. Potem katedrala Rouen, ki so jo Američani tako zbombardirali, da so se 2 stolpa stopila, tako zažgali. Prvi del glavni špica pa je ostala, pa se ni podrla. Katedrala simbol Evrope, ki je zdaj bila zbombardirana, zrušena. Potem ta pomik te bitke blizu samega Strasburga, ki je danes Evropski parlament, pa simbol Evrope, Marija z 12 zvezdicami je bil Robert Schumann je v Strasburski katedrali videl in tam dobil navdih, da bi tistih 12 zvezdic na modri podlagi lahko bilo evropski simbol. In ta vitraž je zdaj v Strasburgu. Potem pomikanje po Renu, pa Nibelungi, nemška zgodovina, ta viteška zgodovina Nibelungov, ki je prav ta dežela tu južno od Darmstadta, Sveta Uršula, Močenka na Renu in potem vojaki pa iz vseh koncev Evrope skupaj nametani v neko vojaško enoto, pa prihod
čezoceanske sile Američanov, ki pridejo v to Evropo, jo osvobajajo, ne, obenem si jo tudi jemljajo. Torej, jaz sem rekel, ja, to je evropska zgodba, ne. Evropska zgodba. In sem imel take ideje, da bi bilo podnapise evropska zgodba, ampak mogoče bi to bilo malo preveč veliko potezno, no. Bi moral biti bolj debel, pa bolj veliko potezno, no. Ampak kot ste rekli, rdečo nit pletajo skozi roman ženske. In prva od njih je Francozinja. In to je v bistvu prva priložnost, ko Jakob sliši odmev tistega, kar ga čaka v bistvu doma, ne? Ja, torej, to je naš stari oče povedal, da ga v eni trgovini v Franciji nadrla ena Francozinja. In on pač rekel, nadrla ga je kot okupatorskega vojaka in on je rekel, jaz nisem Nemec, jaz sem Jugoslavan, ne. Pač takrat si sem mogel kot Jugoslavan, da so te prepoznali sploh. In potem ga še bolj nadrla, kaj pa tu delaš, ti bi se moral boriti doma s Titom proti Nemcem. In potem sem razmišljal, kako ona vedela za Tita. Torej, poletje 1944 je bil sporazum Tito-Šubašič in angleška oblast je Tita priznala kot vojskovodjo v Jugoslaviji in tudi angleška propaganda je potem Tita plasirala kot vojskovodjo. In Francozi so poslušali, seveda angleške postaje radijske, so imeli tudi svojo francosko postajo v Londonu. In tako sem se jaz potem zamislil, da ona verjetno z tega, pa da je bila verjetno malo levo usmerjena, recimo, ne, kakva socialistka ali pa feministka celo, in potem sem, samo to nisem mogel vedeti, kdo bi to bil, ker stari oče ni povedal ne lokacije, samo to, da ga je ena ženska nadrla v trgovini. In sem potem to Fabieno stvaril, eno Alzacijko, ki pa ima malo nemških korenin, ki sicer nadere tega nemškega vojaka, sama pa ima svojega brata v SS diviziji, ki je izvršila zločine. Ti Alzacijci, ki so bili v drugi SS diviziji, ki je vršila zločine v Franciji, so bili po vojni tudi sojeni. Bila kar nekaj teh Alzacijcev, ki so bili torej, tudi mobilizirani, prisilno mobilizirani, ne? In so bili po vojni sojeni in potem so bili celo oproščeni, to bil neki škandal potem v 50-ih v Franciji, ker so bili oproščeni. Ampak tudi Alzacija ima to težko zgodovino za sabo, ne? Ko so na koncu sami Alzacijci bili okupatorji v drugem delu Francije, recimo, ne? Pač to je zelo vojne, zelo nacističnega režima, ki je ljudi spreminjal v demone za svoje potrebe, ne? Čeprav so ljudje po srcu ostali še lahko dobri in angeli, ne? Pač ta tragika druga svetovne vojne in to soočenje. Soočenje sem pa postavil v Amiens, tam, kjer je Sveti Martin, to še pa ena evropska zgodba, prerezal plašč onemu revežu, ne, v severni Franciji in tako, da se potem to nekako povezuje. Tako da malo to duhovno potovanje, da on obenem, ko je na hudi fronti in potuje tudi skozi duhovno geografijo Evrope, ne. Ampak to, kar ste omenili, to dvojnost, to raztrganost Francozov, recimo med okupatorji in branilci, vaši liki nikoli niso enoplastni. To je recimo dobro dokazuje ta nemški nacistični komandant, ki se izkaže kot na koncu svetniški skoraj. Ja, Olaf von Hof, ne, pač zdaj vemo, niso vsi nemški poveljniki, vojaki bili nacisti. Recimo poveljnik nemške protiletalske obrambe, ki je sklatila več 100 angleških avionov med drugo svetovno vojno, je bil potem v službi v nemški vojski in ko se je začel osnovati NATO pakt, je dobil neko višjo funkcijo nadzornika in je šel v Anglijo v inšpekcijske preglede angleških enot. In so se takrat oficiri v Angliji pa on srečevali, ne? Ampak on ni bil omadeževan za zločinom. On je branil svojo domovino na vojaški način s protiletalsko obrambo. In je potem vojaško službo lahko nadaljeval po vojni. In to je taka zanimiva zgodba tega generala. Potem so bili ti generali, ravno v Franciji so se zasnovali, ki so hoteli Hitlerja ubiti, ne. Ravno v Franciji so tako, torej, pa tiste velike atentate njega bil v času normandijske bitke, grof von Stauffenberg, nekaj ga je poskušal tu na Poljskem z bombo ubiti.
Torej, ker in sem potem tudi enega takega junaka, ki reče za sebe, da je patriot in humanist, patriot, da pač mora nemško domovino, če je krvavi, braniti, ne, za nacizem pa reče, da to naci šajse, ne, nacistični drek. In potem ta, ko je že vsega dovolj, nekje naredi to, da se žrtvuje za svoje vojake, dejansko, da se nastavi ameriškim topovom, jih zvabi, da streljajo na njega, da rešijo celo enoto, ki lahko zbeži v drugo smer. Ampak tudi to nisem si čisto zmislil, na tistem kraju, tam blizu, ko se to zgodilo, je res nemški kapetan naredil samomor. Samo mogoče tisti samomor bil malo drugačnega motiva, kot recimo tale, ne. Druga ženska v tej liniji rdeče niti je pa v bistvu en najbolj zanimiv in nenavaden zaplet v knjigi. Traudlind je mrtva nacistka. Odkot navdih za ta zaplet? Torej, ko moj staroče je bil nekje na položaju pri Koblencu, jaz sem potem te položaje gledal, je bil na položaju pri enem pokopališču in sem potem res gledal, da nasproti Koblenca, prek Rena, je več pokopališč, ne. Stari pokopališč, to danes v Google Street View lahko vidiš. Na Nemčija ga nima Street View, ampak tak, vidiš ta pokopališča, ki so, in na enem od teh pokopališč zraven pri zidu verjetno je bil položaj mojega starega očeta v trenutku, ko so Američani udarili preko Rena, to pa je bilo tam od 22. marca naprej, ne, 45. In ko so Američani bombardirali njegove položaje, avioni so bili, pri meni je topništvo to naredi, ampak pri njem so bili avioni, je ena bomba eksplodirala na pokopališču in je pred položaj mojega očeta starega očeta vrglo truplo mlade ženske pred kratkim pokopane. Teda situacija bila, to si lahko zamislite tako, no, kaj to pomeni, da ti imaš puško, gledaš na stran, tu pa pred tabo pa je truplo ene ženske, ki jo lahko opazuješ, kakšna je, ker še ni razpadla, ker je mlada, ne, pred kratkim pokopana, torej, on je rekel, bila je lepa ženska, ne, ampak to je ena travma, ko mislim, ne moramo se to predstavljati. A je on jo pokopal ali ne, položaj se itak ni smelo zapuščati, kaj so naredili, ne vem. V mojem romanu pa je, ne, da dejansko to žensko pred položajem se ta moj junak spravi pokopati, da jo celo poišče grob, z katerega pretela kar po krsti, nekje pa po tistih kamnih lahko približno določi, katera luknja na Britofu je njen grob. Ja, in potem pride do tega fantastičnega zapleta. Pač moramo vedeti, da v ekstremnih situacijah, zdaj tudi pri alpinistih slišimo, da smo ravno en članek lahko brali o tem v delu, mislim, da kak je en alpinist gledal samega sebe, kak pleza, ker ima duša v tistih strašnem naporu že nekako podvojila ali zapustila telo ali kaj veš, ne. In da tudi so tu neke blodnje lahko in tak. In skratka, potem v mojem romanu pač se pogovarjata za to mrtvo žensko. In pogovor je zelo globok, ne. Zelo globok, zelo tako, ne, zakaj ona je ven z groba preletela, zakaj njena duša tava, zakaj ne more v nebesa, zakaj ne more v vice in zakaj ne more v pekel. Duše, ki morajo v te tri kraje, tavajo. In ona potem to razmišljanje podaja in on ne more drugo narediti, kot da jo usmiljeno pokoplje. Ne, in je potem ta prizor. Preberite. Naslednja ženska je Ana, ki je nekakšen sinonim za lepo in udobno življenje, nekaj, kar si danes mladi želijo v tujini, to nam bo tujina dala, ampak Jakoba ne nagovori. Ja, torej, zdaj, to je spet ena ženska, ki je moj star ata omenjal, se pravi, zgleda kar po razbitju fronte na Renu, ne, so bežali nazaj, seveda so umikali kaotično in fronta ameriška vojska šla za njimi in zgleda, da to bilo, ker tam gor severne je bil tisti ruski žep, ko je 300,000 Nemcev bilo zajetih potem, ki je dejansko pomenil padec potem nemške vojske, ne. Da tu nekje, torej v južnem Hessnu ali pa na severnem Bavarskem, nekje v frankovski deželi, ne,
da je tu nekje ga ena ženska skrila v seno, v smislu, da ga skrije, da se on potuhne in da ta čas gre fronta čez, potem pa bomo že vedeli, kaj bo. Ne. To se je mojemu staremu očetu pripetilo in je potem kljub temu prišel v ameriško jetništvo. Ne. Ampak je vse tisti, najbolj se on več čas že od prve strani razmišlja, če bi se predal. Ne. In kako to naredi, da ostane živ? Da oni ne streljajo na tebe, ko greš z belo rjuho proti njim, ker oni so tudi lahko čisto že, ne, ti si prej streljal na njih, oni zdaj bo na tebe, da ti v hrbet ne strelja kakšen nacist ali pa SS-ovec od nekod, ne, ali pa to tele, ko si rekli, ketnohundi, psi na verigi, to so bili oni vojaški žandari, ko so bili tiste verižice, pa tiste tablico tu gor, ne. Torej, in on to vedno razmišlja, ta trenutek, ko bo konec vojne, ko se bo moral predati, ne, ali pa ko ga bodo zajeli, ali pa ko bo ranjen ali pa umr, ne, enkrat bo konec. In potem se to zgodi tako, v bistvu na zelo mehek način. Ena ženska ga skrije v seno, vojska gre mimo, konec vojne. Ne. Zdaj ima seveda ta zaplet s to žensko, ki pa je že vdova, ki pa že enega sina ima na fronti v ruskem jetništvu in tak. In seveda te nemške ženske, potem nekako sem to nemško žensko poskušal ujeti, no, v njen lik po vojni te ženske, ki so ostale brez moških, z velikimi kmetijami in so morale delati, fejst, ne, se mantrati. Tam na moji vasi na Hajdini so bile 3 ženske zaporedoma, ki so postale mlade vdove, ne. In je bilo vedno zanimivo opazovati, kako so njihove kmetije potem večinoma dvignile, ko so one morale vse prevzeti v svoje roke in se mantrati in so potegnile sabo žlahto, da so prišli pomagati in tak. Tako da so malo ta lik ene ženske v povojnem obdobju, ki se mora dvigniti, ne. In po možnosti si tudi moškega poiskati, če je zdaj vdova, mlada vdova, ne, ali kako bo. Vse tega je bilo tudi po vojni v Sloveniji, teh žensk, ki so izgubile moške. Ne, na eni in drugi strani so bile ženske, ki so potem tudi ostale samske. Ne, mi smo imeli eno kuharico v Farožu, ki je bila tu z Gorenjske, njenega fanta domobranca so ubili po vojni v Rogu in ona potem, to je bilo to. On je bil za njo določen, ona si ga je hotela imeti za moža, zdaj ga ni in vse šlo je ostala sama. Ne. Torej, no, tako sem v tej Ani Lepkuh, to je Medenjak, ne. Ana Medenjak, torej, sem to nemško žensko in tudi neki čustveni, romantični zaplet med njima, ne, ki pa tudi dovolj dramatičen na koncu, da je zanimivo za brati. Ampak kljub vsemu pa srebrna kladivca in nakovalca pa zazvenijo šele pri 4. Ja, no, to je pa 4. ženska, ne, 4. veliko poglavje romana pa ima naslov Gera, to je Gertrud, to ime Gera se je pojavila na Dravskem polju kar pogosto v prejšnjem stoletju. Jaz sem tudi poznal kako teto Gerčko. No, in ta Gera je ena punca, ki ga čaka in ne čaka, on ne ve, ne, ker si nista niti nič zaobljubila. Samo rada sta se videla, ko se reče to, rada sta se videla, ne. Pa srečala sta se enkrat, pa preden je on šel, ni mogel, da ne bi k nej zavil in še njeni starši so mu skuhali klobase in mu dali pikolo piti. Pikolo, to je tisto vino, ki ga naredimo iz tropin. Tisto zadnje vino, ne, sladče vino. Pa zaževa dobro, ne, pikolo, smo rekli. In potem, on potem ne ve, nima informacije, dobe eno pismo sicer od doma, da povejo, da se ona ta njih oglasila in tak, ampak ona se lahko ta čas poročila ali kaj, ne, ampak vendarle mora do nje nekje priti in preveriti, če ga čaka, ker to je ena dolžnost do nje čutil, ne. Ni bil nekako strašno zaljubljen zdaj, ampak neko dolžnost pa je čutil do te Gerčke. No in je potem to zaključno srečanje, se res, ko je tudi bilo pri mojem starem očetu, da ko je prišel domov, ga niso na dvorišču spoznali, ampak so ga spodili z dvorišča. Ker moj stari oče, potem ko je vse preživel, pa skoraj ni preživel Ozne, ne. Ozna pa ga je, tukaj Jesenice, Kranj, Radovljica, v eni od teh repatriacijskih baz, ko so se vračali skozi karavanški tunel, ga je zaslišala, tako kot vse, in potem so ga
za 3 tedne približno kar zaprli v Begunje, v tisti zapor, ko so prej ga nacisti uporabljali, ne? Prej pa bil še ženski zapor. In mu niso dali hrani. In on je tam skoraj od lakota umrl. Se pravi, to je bilo enkrat avgust, september, oktober 45. Ker potem so pa ta zapor že spostavili spet kot ženski zapor počasi, ne. Ampak in je od lakota umrl in bil domov potem prišel čisto suh, pa umazan, pa kosmat. Ne, in je torej na koncu ozno komaj preživel. In je no, potem tudi to malo ta prizor, da ga spodijo z dvorišča Gerinega, nekaj ga ne prepoznajo, potem poudarim. In vse skupaj potem zapeljem proti naslovnici, ne? Ko je Jože tako lepo narisal k Ptujsko-Gorski Mariji, torej vse to se dogaja, dejansko na Dravskem polju, Ptujska gora pa ne kraljuje, gleda, motri Dravsko polje ves čas, ne? K tej Mariji, kjer pa ima spet neko ali mistična vizija, ali blodne, kaj hočete imenovati to, v isto kako gledate na stvari, pač ima to, da se pod Marijinim plaščem pojavijo vojaki, tisti, ki jih on na fronti srečeval, taki in drugačni, ne. In plus celo tisti stražar Oznovec, ki ga je maltretiral. Torej, je to nekakšna taka zaključna sprava, ne. V bistvu, glede na to, da se pogovarjamo z njo, da se pogovarjamo s 4 ženskami, tako ali drugače, ki vlečejo to rdečo nit, ampak ne samo na koncu, kjer se vse konča pri Mariji, v bistvu ta njen plašč čutimo skozi cel roman. In v najbolj dramatičnih trenutkih, ko je bilo najbolj krvavo, najbolj stresno, ste jo upeljali na prav poseben način. Ja, torej, tudi tu sem se držal ene diplomske naloge iz FDV-ja o mobilizirancih, ene zgodovinske, vse imate na spletu in v tej nalogi piše, je potem eno poglavje tolažba v hudi stiski, ne? Kaj so mobiliziranci imeli za tolažbo v hudi stiski in tiste poglavje potem piše, prva stvar je bila misel na družino, torej preživeti in priti domov, objeti domače, to je bilo prvo, ne. To je bila največja tolažba, največja motivacija, da preživiš. Druga pa bila verske narave, duhovne narave in največkrat marijanska. Kakšna podobica Brezjanske Marije, kakšna podobica Ptujsko-Gorske ali pa kakšna podobica na Štajerskem smo bolj imeli že takrat Marija Cel, recimo, ne. Je bila še za avstro-ogrskih časov, recimo. Moje stare tete so imele Marijo Cel v svojih sobah, ne Brezjanske Marije. Torej to štajersko Marijo. In ta marijanski vidik, ne, je tudi torej, nekako znanstveno tudi potrjen pri mnogih primerih, torej Marija me je rešila. To imate tudi v moj ata socialistični kolak, ne, ko on pride z vojska in potem bi na Pekrsko gorco moral ne svečo se zahvaliti Mariji, ne, pa potem zavrže vero, ampak Marija si pa ne upa čisto zavreč, ne, da se je najbolj zameril, ker ne ve, kaj bi, ne. Torej, ta odnos do Marije, da je nekje tista, ki uvarja. In potem seveda drugo poglavje, ki je najbolj vojaško poglavje, najbolj krvavo tudi, torej, ko smo dejansko non-stop v vojaškem rovu skupaj z junakom od ardenske ofenzive pa do razbitja v Odenwaldu, njegove enote do končnega razbitja smo z njim v rovu. No, tisto poglavje, potem notri je en lep verski lik noter postavljen, en redovni brat, to je klaretinec. Klaretinci smo zgubili 10 članov našega reda padlo kot mobiliziran, kot članov, oni so takli Nemci, ne, torej 10 klaretincev je padlo v nemški vojski, zatem tudi njim tako poklonil. Za lik sem si pa vzel enega našega provincijala pri tem redovnem bratu, ki pomaga vojakom, nekako angel med njimi, enega našega provincijala, ki je umrl pred kratkim, pater Armin Sixt, ki je pred leti, ko je bil provincijal v Nemčiji, torej na enem misijonskem potovanju na Širland, ki se prekucnil z avtomobilom in padel v komo in ga niso nikdar več zbudili in je potem po 10 letih umrl. Njegova stara mama pa se je pisala Kretnik, Šretnik, torej ima malo slovenske korenine in tudi moj ta junak ima malo slovenskih korenin, ne, Pačnik.
Ta lik, redovniški lik, to je sin Marijinega brezmadežnega srca, kleretinec, ne? To je podoba Marije na fronti, že preko redovnika. Potem pa sem tudi si dovolil pač eno šifro, tako kot se to lahko narediš, da sam sebi zakompliciraš pisanje, sem potem drugo poglavje dal v akrostih. Vsaka črka na začetku odstavka potem vas pripelje do ene lepe vsebine marijanske. To bo tako že same prebrali. Bodite pozorni. Že nekakrat smo zdaj omenili to čudovito opremo knjige, naslovnico, umetniško delo gospoda Jožeta Bartolja. In glede na to, da imamo danes umetnika v naši sredi, gospod Bartol, bi bili tako prijazni, pa morda poveste, kako ste vi doživljali roman in kako je nastajala ta umetnina. Nisem nič pripravljen, ker sem službeno tukaj, no, zaradi Brankota in zaradi prispevka za radio. Drugače pa z Brankom sodelujeva že nekaj časa in ob priliki, ko se sprehajamo po radiju in tam visi galerija mojih slik, je rekel, da bi pa bilo mogoče zanimivo in da zdaj dela eno tako zanimivo zgodbo, in ker jaz na radiju pripravljam med drugim tudi oddaje Moja zgodba, ki so povezane s točno takimi zgodbami slovenskih fantov, ki so bili raztepeni po vsem svetu praktično v času druge svetovne vojne in po njej, mi je bilo še toliko bolj zanimivo. Pater Branko je rekel, veš kaj, sej pravzaprav tebi niti ni treba vedeti, kaj se dogaja. Glavna zadeva, ki je tukaj, je to srečanje s ptujsko-gorsko materjo Marijo, potem pa vedi, da so tam še neke ženske, pa neki vojaki in tako naprej. To združi skupaj in bo prav. No, potem, ko sem knjigo prebiral, sem videl, da sem prav združil. No. Je bila pa zadeva, kaj ne rečem, jaz sem si jo zamislil kot, ne ravno kot fotografijo, ampak kot podobo tega, kar res lahko vidimo na tem reliefu, na Ptujski gori, tako da je 90% teh figur pod desnim delom plašča je ta pravih. Če boste šli na fotografijo pogledati, boste res videli, da je tam škof in da je tam neka kmetica in tako naprej. V ospredje pa potem silijo neke figure iz sedanjosti, ki pa jih je ta Jakob Špilek videl na Ptujski gori v videnju. Slika je nastajala kar dolgo časa, nekaj mesecev sem se ukvarjal z prelaganjem, prepletanjem in tako naprej. Zdaj, izdelek je pač takšen, kot je, mogoče je malo poseben. Mi smo veseli, tako da hvala lepa. En aplavz, prosim. Skratka, zgodba je napeta, težka, ampak hkrati zelo, zelo berljiva. Najbolj žalostno pa je na koncu. V bistvu ste že začeli s tem, pa če mogoče tudi nekako skleneva, ko se začne ta najbolj tragični Jakobovo soočenje z njegovo usodo, z njegovo prvo lažjo. To je tista avtocenzura, ko človek sam dojame, da ni več dovolj dober za družbo, v kateri živi, in da mora del svojega življenja na tak ali drugačen način zatajiti in pozabiti. Vi ste rekli, da ste to doživljali kot neke fleše, v katerih so ljudje kljub samo morali deliti svojo zgodbo. Ja, torej prva laž, povojna laž, kdo te je tako sestradal? Neko je bil taki čisto fertik. Je rekel, ameriška vojska. Ker ni hotel reči naši, ker s tem bi postavil svojo družino, ogrozil bodočo družino ali pa bodočno, ne. In najrajši misli, da to se mi je zgodilo v okviru vsega tistega dogajanja v Nemčiji, ko da pa sem zdaj tukaj izpostavljen, kdo ve kakemu vse nasilju. To je bilo še leta 1945, se še ni vedelo, kako se bo razvijala družba, ne. In seveda se potem razvijala v smeri represije, ker so itak že pobili veliko svojih nasprotnikov takrat.
In tako je bilo marsikdaj, da zgodb niso povedali, ker so hteli zaščititi svoje domače. Ne samo sebe, ne. Boljše, da ne vejo, pa da imajo mir. Tudi mi smo ene delce zgodbe od našega starega očeta, ta del recimo pa še potem to mučenje, ki ga je doživel, to pa ni v romanu, ki ga on doživel potem, ko ga je Ozna še naknadno mučila še v naslednjih letih, torej zahiševala, tudi lažno streljanje so upozorili, da so jih postavili, pa na njih streljali brez nabojev, ne, da so jih psihološko mučili, te mobilizirance, notranje sovražnike. Kovač potem je bil še nevaren, zato ker Kovač je pač Kovač. V stari keltski kulturi je Kovač že sam po sebi župan, on dela železo, ne, on nam pripravlja stvari. Ja, to je potem tista avtocenzura, ne, ki so si ti ljudje zadali, da nekako v teh novih pogojih, nove diktature, ki se pojavlja, komunistična diktatura, seveda pri nas preživijo in da so tudi njihovi domači čim manj poškodovani. Ne. Tako, to je, mislim, da je bilo, kar pravim, mi smo ene stvari zavedali, našem starom očetu še leta 90, njegovega prijatelja, stari oče že bil pokojen, in to mislim, da ni bilo samo pri nas tak. Marsikaj se je zvedalo šele s prihodom demokracije za nazaj. Ne, tako kot smo šli šele s prihodom demokracije, smo šli v Kočevski rok se pokloniti javno, ne, tem žrtvom. Ampak, ko ste raziskovali za ta roman, ste v bistvu prišli tudi do tega, da prisilno mobilizirani vojaki v bistvu niti danes niso zadovoljni s to svojo rehabilitacijo, oziroma da ta krivica ni povsem popravljena. Ja, torej, oni so hoteli dobiti status vojnih veteranov in invalidov, ne, tako kot se dobi ta status, če si v vojni bil pohabljen, ranjen, izgubil najlepšega svojega življenja. In so se bili korajžni, ne, in so se tudi že leta 46-47 začeli organizirati neka društva, neke zveze, da bi potem lahko lažje tudi nastopali napram nemški državi. Ne samo napram naši, ampak nemški državi. Ne. Ampak je potem jim to režim prepovedal, tako delovanje, dejstvovanje, tako dejansko oni potem tudi niso mogli pravno zadovoljiti svojih pravic, ki so jih dobili iz naslova trpljenja in tudi pohabljenost nekateri, ne, v drugi svetovni vojni. Tako da mobiliziranci seveda je ena zgodba, ki je potem bila je bila prepovedana, torej ni bila zaželena slišati, ne. Se vem, kako je bilo takrat se je ustvarila neka nova slovenska mitologija, neka teogonija, bi rekel, rojstvo novih bogov, ne, ki se začela s komunistično revolucijo in potem ni bilo zaželeno nobeno junaštvo pred tem, niti generalmajster ni bil zaželen, ne. Ker je pač v komunistični ideologiji, ne, z njimi se začne leto nič, na nek način. Ne, oni so novo krščanstvo in z njimi se začne leto nič. In potem to seveda vpliva na družbeno pripoved, na poslušanje zgodb, na pripovedovanje zgodb. In imamo potem celo serijo zamolčanih zgodb. Mogoče ravno še bolj simbolično in primerno, da je ta roman izšel kot slovenska večernica v redni zbirki Celjske Mohorjeve družbe s častitljivo številko 172. Kar pomeni, da neka kontinuiteta skozi ves ta čas pa se drži in se povedo zgodbe, ki so bile preslišane. Kakšen je vaš prvi stik oziroma spomin na to zbirko slovenske večernice? Ja, mi smo je doma imeli, ne, mi smo bili Mohorjani, tako kot mnogi smo imeli Mohorjanke doma, tam smo jih imeli po raznih policah gor. Skoraj tisto v glavnem smo imeli Mohorjanke, kaj drugega potem, kaj zraven dosti ni prihajalo, ne. Tako, in moj star oče je, to pa po očetovi strani, Jože Veronek je po mamini strani, Kovač, ne. Moj stari oče po očetovi strani pa je imel eno drugo zgodbo, pa je bil pač aktivist OF, pa vohun za OF, pa sodelavec partizanov, njega pa Gestapo mučil, recimo, ne, to pa druga zgodba. On je bil dvakrat zaprt od Gestapa, tepen od Gestapa. Po vojni pa ni hotel vstopiti v partijo ali pa kaj takega, se je oddalil od vseh onih partijcev, ker je pač bil kristjan, ne. No in on je potem bil tudi lep bralec, dober,
On je šel na pašo, očale, bralne si je dal gor, furtuh, prislic, ne, tisto, za prislicom pa je taka knjiga. Ne, tak je šel na pašo, potem pa je tiste 2 uri pasel, ker mi nimamo proste paše, kar med poli pašemo, in pa krave so zvezane, potem treba paziti, da ne grejo v kakšno zelje, deteljo in tak, ne, in potem mora biti pastir več zraven z gajžlo, ne. In takrat lahko bereš, če so 3 krave, lahko komod bereš 2 uri. On je to veliko prebral na paši in dostikrat je meni potem te zgodbe pripovedoval. Sam, tak zvečer. Ko je prebral čez dan, potem meni je povedal povzetek. In sem kar te romane poslušal potem na pripovedni način, kar je ful lepo. To je izvorno pripovedništvo. Pripoved starejšega mlajšemu. Uho posluša, ne. Pisava je nastala kasneje. Tak so bile, to so ti moji spomini na Mohorjanke. Bile pa so med Mohorjankami tudi kakšne učene knjige, recimo Vladimir Truhlar, Pokoncilski katoliški etos, ne, mislim, da bo to v Mohorjanki notri. Potem smo imeli Janez Janžekovič, Smisel življenja, tomistična teologija in filozofija. Smo imeli pri nas doma v kmečki izbi, filozofa. In tak, to se je pri nas malo prebiralo. Mislim, da dosti kmetij bilo takšnih, bralnih, ne, ni bila samo naša taka. V glavnem zahvalo Mohorje, ne, pa tem poslanstvu, ki je ga vršila Mohorje, manjšega vrši. Vaša stara očeta bi bila izjemno ponosna na slovensko večernico 172. Ali bo star zdaj, ja. Lepo povabljeni, kakšni misli, komentarjev, gotovo vas je kaj nagovorilo? Jaz sem prebral roman Želje z navdušenjem, seveda je res neka taka niša v slovenski literaturi, ki ni bila obdelana. Ne? Jaz se spomnim, sem imel tudi strice, ko so bili in me je vedno zanimalo, pa nisem nikoli upal vprašati, pa kako je bilo to, ko si ti tam stal pa streljal na drugega, ne? Ko so bili tak fajn ljudje, se mi je zdelo, ne? Pa ni bilo nikoli enega takega konkretnega odgovora oziroma kar neki klišeji skozi, ne, se mi zdi niso. Ampak rad bi pa to povedal, ne, ko sem bral zadevo, to je tako natančno zapisano, ne, potok, pa da na onem hribu raste vinograd, pa tako, da meni ni dalo, pa sem šel po Googlu gledač, ne. In res dejansko sem potoval potem zraven, ne, in tam, ko je ta Cvajbilc, ne, je celo en parkirplac zdaj, ne. Cvajbilc parkirplac, turistični avti stavljajo. In je tam res ta podoba, ne, da si lahko na sliki pogledaš, kako to zgleda ta Jezus, pa kelih prevrnjen. 12 glav po nekaj. Ja, ne. In potem sem res tam raziskoval naprej in je res verjetno en hrib dol, ker se je on kotalil, ne, in je tam potem ena vasica, ne. Ja, tam je vasica Grnc, ampak jaz nisem upal dati ime te vasice, ne, da ne bi spet koga impliciral, sem potem si izmislil eno drugo vasico zraven, ki pa ista tej, no, skoraj posnetek. In tista vasica ima pa gostilno Štiletal, Tiha dolina. Potem sem pa dal ime vasici, te moje izmišljeni vasici sem dal ime Tiha dolina v dolini Gonsbacha, no. Potem sem pa to, jaz sem našim enemu patru z Nemčije to razlagal, z Würzburga, pa rekel, pa vse mi v tisto župnijo hodimo maševati, Wegbach. Naši patri včasih hodijo v tisto župnijo pomagati, tam, kjer sem jaz napisal ta zaplet za Ano, pa to vse, ne. Ja. No, zdaj to me zanima, kako je bilo to naključno najdeno, ker če nekdo to bere, se mi pa to more, tisto, to piše tam biti enkrat. No, potem, to zelo pomaga splet, no. Jaz sem potem iskal, vsakeč, ko sem bil v kakšnem kraju, sem iskal vire, konec vojne sem napisal Kriegsende, ne, 45 v tistem kraju. In potem sem našel prav za Wegbach, pa Amorbach, zapiske občinske tajnice, dnevnik iz leta 45, je cel na spletu, v nemščini. In ker pa ni bila nacistka, so jo še Američani ohranili, da je na občini bila tajnica še naprej. In ona potem opisovala, tudi včasih opiše procesijo
v nebohodu, kakva vročina je bila, ne. In jaz potem to procesijo tudi huda vročina, da so na črno odprli pivovarno. Mislim, na črno so si pivnico naredili in pili pivo, ko ne bi smeli, ne. Ampak so mogli potešiti isto vročino. Danes sem se poskušal res držati, recimo, takšnih podatkov, drobnih podatkov, pa tisti dan, ko prvi vlak pride spet v Wegbach, oziroma, kaže Weilbach je tam zraven, ko je železarna. Tisti podatek velja 7. septembra 1945 se obnovijo železnice, vlak pride tja, ljudje so veseli, kajti govorilo se je, da bo Amerika Nemčijo spremenila v eno veliko krompirjevo njivo, jo deindustrializirala in jo spremenila pač v eno poljedelsko državo, ki bo delala hrano za celo Evropo. Da več ne bi bila vojaško močna, ne. Potem pa so vseeno šli obnavljati industrijo in tak. Potem so še tam par takih stvari, ki so čisto točne, ne, iz tistih dnevniških zapisov. Recimo to, da je bila v tiste železarni jetnišnica, da so potem nemške vojake, ki jih je zajeli, so jih hitro ponudili za delo. V železarnah, na kmetijah, delovnih rok je manjkalo. Poletje leta 1945. Plus, da je prišlo 1 milijon Američanov noter, ki jih je trebalo nasititi. Vojakov, ne. Celi pogon od ZDA preko morja pa do sem za zahodno fronto je bilo 4 milijone ljudi. 1 milijon ljudi pa je bil v Nemčiji, ko so zasedli Američani. To je ogromna sila, zavezniki, ne. In vse to je trebalo preživeti in to so potem morali zelo hitro biti praktični, da so potem jih dali v delo. In potem so vasi dobile nalogo, da živijo jetnike v železarni, ne. In je tudi ta vas dobila, kdaj je bila določena, da odnese hrano tja, jo pela. In potem, tako da sem potem te zgodbe, to je tukaj natančno, ja. Bil pa nisem nikoli tam? Ne, jaz sem bil v Würzburgu, pri naših patrih, več časa, pa okolica Würzburga, tada tole frankovsko deželo malo poznam, ne. Pa to Würzburško tragedijo sem potem malo bliže spoznal, ko je bil Würzburg 1. 2. aprila 1945 tako zelo, zdaj še prej, no, takrat pa napaden in do konca zrušen. Torej, tako, ja. Drugače pa po teh krajih nisem bil, no. V Franciji, v Normandiji nisem bil nikoli. Google Street View pa je v Franciji, da take stare hiše vidiš, pa arhitekturo in tako. Recimo, če ima avtor toliko enih podatkov pa virov ni, je treba biti zelo organiziran, da se ne zgubiš, ne, med... Ja, to je že pri prvem romanu, recimo, pri prvem romanu je bilo to, ko sem se učil pisati, ne, sem ogromno podatkov zbral in potem sem basal podatke notere, ker se mi je zdelo škoda, če sem že podatek našel, škoda, da ne bi bil zapisan in uporabljen, ne. Zdaj sem dobil, da potem to škodi zgodbi, da potem podatki najbolj zapisani v zgodovinskih učbenikih, ne, tu pa vendarle zgodba mora, teda sem tu potem precej klestil podatke, pa še vedno jih je veliko, no, ker je pač tudi namen romana malo to, da obudi mrtvo civilizacijo, ne. Tu recimo pa potem sem te ogromno podatkov, tu je bilo še več podatkov, ker je pač so še boljši viri tukaj, ne, za 6. pečat za Dioklecijanovo preganjanje kristjanov, tu pa seveda sem ogromno potem dal na stran. Recimo tu sem že napisal celo poglavje o mučeništvu svetega Jurija, ne, ker se je pač zgodilo, da so moji junaki bili takrat tam. Sem rekel, da če so moji junaki takrat, ko Jurija ubijajo tam, zakaj ne bi Jurij bil vključen v roman, ne? In potem sem videl, da sem svetega Jurija študiral 14 dni takrat, ozadje, legende in vse to. In potem ga nisem otrdal, ker bi neko črvo nastalo slepo tja, ne, recimo. Ja, tako, moraš potem imeti disciplino s temi podatki, da pač tudi daš stran, ne, čeprav so eni zelo zanimivi. Hvale vredno je, da je na koncu slovarček teh izrazov pa vseh teh zadev, ampak posebej ti štajerski izrazi se mi zdi niso vsi zajeti. Jaz sem sicer štajerc pa razumem, ampak vse pa tudi nisem, ne. Recimo, kaj je pikolo ali pa kaj tega ni, ali pa da so deske, žamane, ne, take, to recimo en ne bo razumel, ne. Ja, zato namenoma sem dal pač malo z tega Dravskega polja, nekaj teh izrazov. Na Dravskem polju je pač bilo vedno veliko germanizmov v našem jeziku, ne. In to je naš jezik. Nenazadnje so ene vasi, ki so nastale za priseljevanjem Nemcev v 17. stoletju,
recimo Gereča vas, ne, to je prav en zemljiški gospod oziroma veleposestnik preselil svoje hlapce in imaš potem še danes veliko nemških priimkov tam in je logično, da potem tudi nemški jezik bolj navzoč v dialektu. In to je ena kakovost našega dialekta, s tega ne kot slabo, ne, in potem pač to uporabiš, se ti zdi škoda, da bi se to zgubilo. Šnelfajerca, Šicgrabic. Čeprav so potem pri nas tudi malo popačili ene stvari, sem potem tudi videl, ko sem raziskoval, da so recimo na Gorenskem malo drugače rekli isti stvari po nemško, kot pri nas. Ne. Tako, ja. Ker recimo izraz iz lesenih hajzlov, ne, črpati, to nisem našel nikjer. Hajzl. Ja. Stradišče, ja. Mislim, Jaz sem lahko potem še vse to te bolj drobne, jaz nisem vseh potem dal slovarček. SSKJ ni tega, ne? Mislim. A hajzla ni? Kako pa te greva na stradišče, če nimajo hajzlo? Ja, veš, tako, se to sem namenoma malo, ne, da sem to malo tega dialekta z Dravskega polja, pa recimo z tega mariborskega ptujskega konca noter vključil, ker pač tako so govorili, recimo, ko so te zgodbe pripovedovali, so v tem dialektu pripovedovali meni, ne, ali pa nam doma. In je to tako, ja. Ja, to bi je zelo podprla vas, da bi tako tudi pri drugih knjigah, da bi se res te besede začele nekako ohranjati ali pa obuditi, pa tako, da bi bili eni slovarčki, ker jaz recimo tudi ne bi nikoli vedela, kaj ta beseda pomeni. Tako da se mi zdi, da bi bilo to nekako o takih knjigah še en tak nabirka teh besed. Zdaj na spletu je celo neka akcija, da te stare štajerske izraze se potem tam... Ali pa tudi tako, ne, primorske. Ja, tudi. Primorska še bo posebno, potem pa italijanske, ne, modificirane. Ja. Jaz sem bil misionar na Primorskem, oziroma sem bil tudi z tržaškimi skauti na taboru, enkrat en dni, ker nisem imel duhovnika, so pa mene, to so tržaški skauti, slovenski. In dejansko jaz ne bi mogel biti z njimi, če ne bi vedel italijanščine. Imajo toliko teh... Je pasala. Pri štajerskem, da je pasala, je pasalo. Da pomeni, da je šla mimo. Ja. Ona je pasala. Pasare, italijansko meni iti mimo, ne. Skratka, sreča je, da pri gospodu Cestniku nič ne gre v nič, ker se podatki, zgodbe in slepa črevesa razvijajo v nove knjige, v nove nepovedane zgodbe. Najlepša hvala za današnji pogovor. Spoštovano občinstvo, hvala za obisk. Če ne prej, 13. februarja vas vabimo znova. Skratka, spremljajte naše novice. Drugega. To je pa četrtek. Bomo pa govorili o Maksimilijanu Jezerniku, Rimljan slovenskim srcem in monografija, ki je šla ob stoletnici njegovega rojstva. Njegova nečakinja je izbrala veliko gradivo o njem, pa z gosti vabljeni bo lep dopoldan, četrtek 2. februarja. Hvala. Skratka, lepo vabljeni, spremljajte naše novice, naša vabila in ob priliki spet ob tej priložnosti to. Hvala lepa.